Na povsem nov način dela so se ta teden morali privaditi tudi osnovnošolci, čeprav so sprva mislili, da gredo v tem šolskem letu po krompirjevih, božičnih in zimskih, zdaj še na koronske počitnice. Ti naj bi za učenje od doma uporabljali kar spletne učilnice, ki pa so se zaradi velikega obiska sesule že prvi dan. Situacija je izredna, a se trudimo čim prej odpraviti napake in sanirati sistem. Portal je res preobremenjen. To so sporočili šolskega ministrstva in starše pozvali, naj v vmesnem času z otroki izvajajo učni program iz učbenikov in delovnih zvezkov. Ja, portal je bil dejansko preobremenjen, saj je bil v osnovi narejen za tiste, ki želijo dostopati do dodatnega gradiva. Torej je bil omejen na enega uporabnika na mesec. Vkolikor nadgradnja portala ne bo uspešna, bodo učitelji morali svoje učence poučevati preko audiovizualnih sistemov, ki premorejo večje obremenitve. To v praksi pomeni, da bo učitelj cel razred povabil na Fortnite, vmes pa jim razložil vse o nastanku magmatskih kamnin, če ga seveda prej kdo ne ubije. In v tem trenutku pa se opravičujem vsem našim gledalcem, rojenim v prejšnjem tisočletju. Še lažja rešitev za slovensko šolstvo pa je, da spletne učilnice zgradi nekdo, ki ima izkušnje z zadovoljevanjem potreb milijonov obiskovalcev, ki prihajajo istočasno. Ker pa je takšna rešitev najbolj predraga in predvsem etično sporna, šole svetujejo, da otroci za pomoč pri učenju prosijo svoje starše. Super, super, kot da smo rabili še en razlog, da se počutimo neumni zraven otrok. Morate razumeti, da otroci v svojih starših vidijo idole, ki znajo vse in zmorejo marsikaj. Ta iluzija pa se hitro lahko poruši, če jih prosijo za pomoč pri slovnici in ugotovijo, da nekateri odrasli, ne znajo uporabljati rodilnik. Kdaj točno bodo učenci zopet vstopili v učilnice, zaenkrat še ni znano, zaenkrat velja samo to. Dokler bo za otroke nevarnost, ne bo ne vrtcev in ne šol. Jaz v datumih ne bi ugibal in v tem trenutku res mislim, da ni primerno razmišljati o tem, kdaj bi šolo. Šola je ta trenutek najmanj pomembna stvar. Če smo časa Marije Terezije otroke učili, da morajo pridno obiskovati pouk, smo jim ta teden povedali, da lahko ostanejo doma, ker šola ni pomembna. Stavek, ki ga bo kasneje uporabil marsikateri faliranc. Dejstvo pa je, da bodo šole še nekaj tednov zaprte in da se bo letošnje šolsko leto najbrž zavleklo globoko v poletje. Kar je slaba novica za vse učence, ki bodo prikrajšani za brezskrbno uživanje v poletnih dneh, ter odlična novica za vse, ki nimamo otrok. Kar se mene tiče, bo to najboljše poletje vseh časov. Na plažah bo več prostora, apartmaji bojo cenejši, pa noben ne bo užaljen, če si nudist tudi pri večerji. Osnovnošolci in dijaki so torej na slabšem, saj se morajo učiti tudi doma, popolnoma drugače pa je z najmlajšimi otroci, ki svoje dneve namesto v vrtcih preživljajo starši. Mnogo slovenskih mamic in očev je namreč že teden dni doma in uživa v vseh vragolijah, ki jih ušpičijo njihovi malčki. Eden takih je tudi naš korespondent Jernej Celec, ki te dni skrbi za kar 2 taka malčka in se nam zdaj javlja iz svojega doma. Jernej, kako z otroki prenašate karanteno? Predvidevam, da se cele dneve igrate in uživate na polno. To je tipična izjava za nekoga, ki nima otrok. Se imate fajn, Se igrate, Jure, to je grozno. Otroci vstanejo ob 5 zjutraj. Kakšen človek vstane ob 5 zjutraj in to dobre volje? In potem ti cel dan ne dajo miru. Jaz sem danes še na stranišče šel tako, da se enega držal v rokah. Bilo je grozno za videti, ampak presenetljivo efektivno, ker ustvari dodaten pritisk. Če sem se kaj naučil ta teden je, da starši rabimo vrtec. Ker drugače... Jure, prihajajo. Našli so me. Povej ljudem, naj ostanejo doma, da bo tega čim prej konec, da lahko jaz pridem nazaj. Prosim. Jure, tu so. Pomagaj! Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.